Kako vplivati na razvoj kulture psihološke varnosti in agilnosti preko komunikacije? Poznate Pigmalionov učinek. To je zanimiv psihološki pojav, ki govori o tem, da naša pričakovanja in prepričanja o drugi osebi dejansko vplivajo na uspešnost te osebe. Zato je namera, kako vstopamo v odnos, torej in kaj pričakujemo in kaj verjamemo v drugi osebi, tako zelo pomembna pri gradnji zaupanja v timih. In namera je tudi prvi korak pri temu, da lahko vzpostavimo agilno kulturo. Brez zaupanja ne more biti kreativnosti, deljenja idej, deljenja strahov v končni fazi ali pa deljenja nekih svojih mnenj, ki lahko prispevajo k skupnim ciljem. Drugi element komunikacije, ki vpliva na gradnjo agilne kulture, je pravilo sprašuj in poslušaj. Ste vedeli, da v povprečju po 18 sekundah nehamo poslušati sogovornika? Po tem času že pripravljamo svoj lasten odgovor v glavi ali pa vežemo to, kar je sogovornik povedal, na neke lastne izkušnje. Se veste, ko rečemo, ja, podobno se je tudi meni zgodilo. Torej, taka vrsta poslušanja ni priporočljivo. Priporočljivo je, da ste odprti, radovedni, da vas zanima, kaj ima sogovornik za povedati in namesto, da mu enostavno podate svoje mnenje ali navodila, na kakšen način naj se nekaj naredi, je veliko boljša ideja, da povabite sogovornika v dialog. To lahko naredimo tako, da povemo, jaz mislim, da ta naloga se mora izvesti na način ABC, kaj pa ti misliš, kako bi se pa ti lotil te naloge. Na ta način gradimo na idejah enega in drugega in s tem seveda lahko pridemo do bistveno boljših rešitev. Tretja stvar, pomembna pri komunikaciji za gradnjo kulture psihološke varnosti in agilnosti, je seveda to, da tudi navdušujemo ljudi. Zakaj bi želeli navduševati ljudi? Zato, ker seveda ne želimo, da se počutijo samo varne, ampak želimo, da gredo tudi v učinkovito akcijo. In kot nas uči nevroznanost, dva elementa sta pri tem ključna, ki nam lahko pomagata vplivati na to, da bodo ljudje navdušeni za nalogo. Prvi element je, da naslikamo želeno prihodnost. Torej, da pokažemo, kaj bo to, kar bo nekdo naredil, njemu osebno prineslo. Recimo, namesto da motiviramo z korenčkom in palico na način, če ta projekt ne bo uspešno zaključen, ne bo variabilnega dela plače, lahko uporabimo nasprotni pristop, ki pa recimo bi se slišal tako: predstavljaj si, kakšne vse karierne možnosti boš imel, ko boš zaključil ta projekt uspešno in s tem boš definitivno postal en naših najboljših projektnih vodij. Na ta način lahko ljudje bistveno dlje vzdržujemo motivacijo, kadar zasledujemo neke pomembne, nam pomembne cilje oziroma ko želimo neke pomembne spremembe doseči. Če k temu dodamo še nudenje podpore, dobimo zmagovalno formulo za to, da bodo ljudje dejansko tudi cilje dosegali. Naprimer, v smislu, da vprašamo, kaj je tisto, kar potrebuješ od mene, da boš lahko ta projekt zaključil, ali pa je čisto enostavno, kje sem ti jaz lahko v podporo. Na ta način, da vstopamo v odnos z pozitivno namero, da namesto govorimo, sprašujemo in poslušamo in da vodimo in navdušujemo ljudi na osnovi idealne slike ali pa želene slike prihodnosti ter nudenja podpore, bomo dosegali, da bodo ljudje si želeli več, sanjali več, seveda tudi naredili več.